30. december leta 25 se piše, smo v Vodicah pri cerkvi svetega Jakoba, torej gremo na Brezje. Pa gremo na Brezje. Smo pred vasjo Voklo, likar so prenehali oznanjati lep dan farni zvonovi. Ko smo mi prišli na to jaso, kakšno urco hodimo, korak je kar taki ta pravi, romarski, vzdušje pa tudi. Nekje v poti pred Kranjem je prva postaja okrepčevalnica, tako da smo popili nekaj toplega, se posmejali soncu in se začeli pripravljati na nadaljevanje poti. Tako in drugače, Jožka gre proti gozdu. Dajmo se tako postaviti za eno skupno sliko. V Naklem smo, za nami je cirka 20 ali več kilometrov, pred nami cirka 15 ali manj. Po poti se skupina kar veča, tukaj da se zdaj ne vem koliko, ampak recimo 50 duš sigurno. Malo korajže zbiramo, potem pa spet nategnemo ustnice v nasmeh in proti Brezjem. Smo romarji za spodobe, da ajhnovo čiščenje zmolimo. Ura je poldne. Zdaj za tem hričkam bomo že kmalu zagledali cerkev in zato smo se ustavili. Tu je ta zgodovinski trenutek. Angel Gospodu zanjo Mariji, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrtni uri. Amen. Marija je rekla, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrtni uri. Amen. In beseda je človek postala in med nami prebvala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vedno. Gospod, prosim te za blagoslov nas in vseh, ki jih imamo radi. Prosimo tudi za naše pokojne, daj jim večni mir in pokoj,
naj počivajo v miru. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Hoteli smo vam pokazati pa sonce, ne? Buko na skali. Buko na skali. Mogočno. Olivinda vrha. Ne vem, kjero društvo ima tiste rumeno-zeleno nalepko. Bomo tu. Ja, kaj na našo nalepili so gornje. Jaz se znam. Jaz znam, tudi Z radostjo navdani, pridite, prividite v Betlehem. Dete iz raja, na prihavaja, pridite, pridite, molimo, pridite, molimo Jezusa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lep pozdrav vsem romarjem, ki ste tako pridno požrtvovalno priromali tako dolgo pot sem do Brezij, do tega milostnega kraja, kjer bomo darovali zahvalno mašo za celotno leto, hvaležnosti za vse milosti in darove, ki ste jih prejeli, predvsem duhovne, notranje, marsikdo pa mogoče tudi kaj čisto fizičnega ali takega vsakdanjega, konkretnega. Pater Miran se opravičuje danes, da ga ni bi on prišel z velikim veseljem, ampak danes popoldne ima srečanje z mladimi jezuiti, ker je pač provincial, mora biti z njimi, ker pridejo s tujine v tem času in se mora pač srečati z njimi, da malo načrtujejo, pogledajo, kako je bilo čez leto, kot da bo v duhu z nami. Je prav posebej naročil, preden sem šel, pozdrave za vse, da se pač vas v mislih je z nami. Ko stopamo v to sveto daritev, prosimo odpuščanja za naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite same Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Jahnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, človeško rojstvo tvojega Sina prinaša svobodo vsem, ki jih tlači jarem greha. Daj nam moč, da bomo ustrajali v svobodi Božjih otrok po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Spolnjevanje Božje volje vodi v večno življenje. Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Pišem vam, otroci, ker so vam zaradi Jezusovega imena grehi odpuščeni. Pišem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pišem vam, mladeniči, ker ste premagali hudobo. Pisal sem vam, otroci, ker ste spoznali očeta. Pisal sem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pisal sem vam, mladeniči, ker ste močni in je Božja beseda v vas in ste premagali hudobo. Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi svet, ni v njem očetove ljubezni. Zakaj karkoli je na svetu, poželenje mesa in poželenje oči in napuh življenja ni od očeta, ampak od sveta. In svet preide in njegovo poželenje. Kdor pa spolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj. Poslušali smo Božjo besedo. Beseda je meso postala in med nami prebivala. Kateri so ga sprejeli, jim je dal pravico, da postanejo Božji otroci. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je bila neka prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Asterjevega rodu že zelo v letih. Potem, ko je preživela z možem 7 let od svojega devištva, je bila vdova do 84 let. Ona ni zapuščala templja, ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga, ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu.
Ko so izvršili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, in Božja milost je bila z njim. Poslušali smo Kristusov evangelij. Apostol Janez krepi skupnost, jo spodbuja, pravi, piše različnim, piše otrokom, piše mladeničem, piše očetom, skratka piše celoti skupnosti, vsakega posebej želi posebej nagovarjati in spodbuja ter blagruje, da so se odločili za pot hoje za Kristusom, da so za seboj pustili zlo in se odločili za hojo, za lučjo, za odrešenje. Tudi vi ste na nek način pustili komodnost, danes ste odšli na to pot, zunaj je mraz, je december in marsikdo bi rajši ležal, spal, bil na toplem, vi pa ste se odpovedali temu in ste romali, ker ste zgleda poslušali klic v srcu po tem, da bi radi dosegli nekaj več duhovnega, nekaj, kar vas vleče, kar je več, kakor pa vse te zunanje, pa telesne, komodne stvari, ker želite ta duhovni mir, ker mogoče se želite zahvaliti res za vse milosti, ki ste jih prejeli v tem letu. In ko človek stopi na pot, najbrž imate tudi vi to izkušnjo, sam sem ponavadi jo imel, kadar sem šel na romanje, te zajame neko drugo vzdušje, je konec vse te komodnosti, preprosto vidiš pred seboj cilj tega romanja, pa tudi pot je pomembna, druženje med ljudmi in razvija se nekaj zelo dobrega, nekaj zelo plemenitega. In hoja v takem vzdušju, v pač romarskem molitvenem vzdušju, je zelo očiščevalna za človeka, namreč odrešuje s tem, da neprestano vsak korak izražamo svojo voljo, da bi dosegli ta cilj, ki smo si ga zastavili in puščamo za seboj prehojene kilometre. In vsak korak je na nek način molitev, je nek da Bogu, je nek da cilju, kamor ste se namenili. V evangeliju beremo, kako je prerokinja Ana prišla v tempelj, tudi vi ste prišli v tempelj in tukaj, kar boste slišali, kar boste doživeli, mogoče vsak osebno tukaj pred Bogom, pa pred Marijinim oltarjem, potem to ponesete, razglasite tudi drugim ljudem. Najprej svojim domačim, ko pridete domov, pa tudi vsem ljudem, ki jih boste potem na delovnem mestu ali pa kjerkoli srečevali. Polni boste Boga, polni Kristusa, posebej po obhajilu, ko vsak od nas postane tabernakelj Jezusov in v sebi nosi živega Boga, ga gre oznanjati in iz njega žari zdaj živi Bog. Kljub naši grešnosti Bog lahko žari po nas. In prav je, da mu to dopustimo, pustimo, da bi žarel, deloval po nas, ko se vrnete nazaj domov. In na ta način bo to romanje plodovito, to romanje bo polno in vam bo dalo veliko za življenje, ki je zdaj pred vami, že čez novo leto, pa potem tudi čez ta datum. In res prosimo Gospoda, da bi nam podaril na tem svetem mestu svoje velike milosti, tudi Marija, da bi vam izprosila tisto, kar vsak zdaj v srcu najbolj prosi, za kar najbolj roti Gospoda ali za kar konkretno je mogoče prišel sem. Bodimo velikodušni v tej naši prošnji in velikodušni tudi v sprejemanju Božjih milosti, njegovih darov, da ne bi dvomili vanje, verovali vanje, jih z veseljem sprejeli in tudi živeli. Amen. Zdaj smo povabljeni k prošnjam, bomo pred Gospoda položili naše prošnje, pa kdor ima prošnjo, lahko pride kar sem. Gospod, bogato poplačaj vsem pokojnim, ki so dejavno delali za društvo, še posebej tistim, ki so odšli v večnost v letu, ki se izteka, v tvojem objemu naj se večno veselijo, večno srečo pri tebi naj uživajo tudi vsi ostali že pokojni Jakobovi romarji. Prosimo, te usliši nas.
Prosimo te za vse, ki doživljajo preizkušnjo telesne ali psihične bolezni ter strah pred prihodnostjo. Podari moč v težkih trenutkih. Prosimo te, Sliši nas. Izteka se leto 2025. Prosimo, da bi znali pogledati nanj s hvaležnimi očmi za prav vse, kar nam je bilo dano, za lepe dogodke, številne prehojene poti, prijazne besede, pa tudi za preizkušnje, ki smo jih prestali s tvojo pomočjo, Gospod. Sprejmi našo hvaležnost. Prosimo, da sliši nas. Gospod, blagoslavljaj delo Društva prijateljev poti svetega Jakoba in daj, da bo članstvo raslo, kakor tudi ljubezen do Jakobovih poti. Prosimo, da sliši nas. Prosimo te za mir na vseh kriznih žariščih po svetu, za mir v družinah, med sosedi in sodelavci, za strpnost in velikodušnost med nami. Prosimo, da sliši nas. Prosimo te, da bi znali ceniti našo domovino in ohranjati zdravo okolje, slovensko narodno izročilo in krščansko zavest. Prosimo, da sliši nas. Marija, na tvojem milostnem kraju te prosimo za pomoč v trenutkih, ko se bomo počutili osamljene in izgubljene. Prosimo, da sliši nas. Sveti Jakob, naš zavetnik, naj vsakemu popotniku, vernemu ali nevernemu, nameni, kar najbolj potrebuje. Prosimo, da sliši nas. Prosimo za vse, ki so v tem hitečem svetu izgubili stik s teboj. Pridi jim naproti, ko se bodo znašli na razpotju poti ali v temi vsakdana. Prosimo. Prosimo, da sliši nas. Bliža se novo leto. V tvoje roke položimo dni, ki so pred nami. Naj v nas nikoli ne ugasne zaupanje v tvojo ljubezen in varstvo. Prosimo, da sliši nas. Dobri Bog, na današnjem romanju smo nosili s seboj vsak svojo prošnjo, vsak svoj namen, vsak svoje težave in dobre izkušnje. Prosimo te, usliši na priprošnjo svetega Jakoba, našega priprošnika, uresničitev naših prošenj, naših stisk, rešitev naših stisk in pomagaj nam, da bomo še dolgo lahko na teh poteh se obračali nate in z zaupanjem vate dočakali tvoj kraj v nebesih. Prosimo, da sliši nas. Vsak lahko v tišini še svojo prošnjo doda. Gospod, sprejmi nas pobožninske salve, ne te daje danes naša duha. Gospod, izvoli, čisto. Naj bo ti slavo, vanočavost, saj so imaš oblast. Naj bo ti slavo, vanočavost, saj so imaš oblast. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se vedno zahvaljujemo tvoji dobrotljivosti, usmiljeni Oče, vsemogočni Bog, kralj večne slave, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V njem je danes zablestila čudovita Božja zamenjava za naše prerojenje. Beseda, tvoj večni sin, je sprejel našo slabotno človeško naravo, umrljivega človeka dvignil do neminljivega dostojanstva in nam vsem dal na nedoumljiv način delež svoje večnosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na dan, ko je blažena Marija, brezmadežna devica, rodila svetu odrešenika, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost naše vere, tvoja smrt. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, še posebej umrlih članov Jakobovih poti, društva in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospodov mir bodi vedno z vami. Pa si lahko izrazite med seboj ta božični mir Gospodov. Glejte, tu je živi Kristus, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Iz Kristusove polnosti vsi prejemamo milost za milostjo.
O Bog, v tem zakramentu smo se s Teboj osebno srečali. S svojo močjo deluj v nas, da bomo primerni za službo, ki jo opravljamo po Kristusu, našem Gospodu. Pozdravljeni. Vsako leto se meni hitreje obrne in ne vem, kako gre to vam, ampak meni se zdi, da ko pride novo leto, rečem 1, 2, 3 in je tu že poletje, potem se še 3-krat obrnem in so tu že advent, pričakovanja, božični prazniki in konec leta. Običajno je to čas, ko pogledamo minulo leto, pod njim potegnemo črto, kaj smo naredili in ali smo si uresničili svoje cilje. Ali smo se tudi izboljšali, vsaj malo, vsaj na kakšnem področju. Hkrati pa je to tudi priložnost, da se zahvalimo za vse prejete milosti, darove in tudi tekobe, saj preko njih napredujemo. Hvala. Hvala vam vsem za to priložnost in čas, da vam lahko kot predsednica društva, da lahko kaj naredim in prispevam. Hvala upravnemu odboru za vse sodelovanje v teku leta, ker je bilo letos res veliko. Hvala vsem dežurnim v pisarni, ker sprejemate romarje in pomagate pri planiranju poti in jih usmerjate. Hvala vsem označevalcem in vzdrževalcem naše poti. Po vaši zaslugi gredo lahko romarji na pot brez skrbi, da bi se izgubili. Hvala vsem, ki ste vodili naša romanja v teku leta, tako doma kot tudi v tujini. Hvala vsem v molitveni navezi, da redno molite za nas, za naše prijatelje, sosede, sodelavce in po posebnih namenih. Hvala vsem donatorjem in vsem podpornikom društva in z darovanimi sredstvi bomo ravnali preudarno. Hvala vsem vam, ki pomagate romarjem na poti, jih prevažate in ponudite prenočišče, prehrano. In vsem vam, ki po slovenski poti svetega Jakoba tudi romate. S tem pot ostaja živa. Hvala še enkrat vsem, ki ste prispevali svoje zgodbe, fotografije ali likovna dela za knjigo Moja pot. Sedaj je na voljo tudi v nekaterih knjižnicah. Prebrala jo je znana slovenska pisateljica in jo na spletni platformi Goodreads ocenila s 5 in povabila ostale ljudi k branju. Hvala vsem, ki ste preko celega leta in tudi danes prišli, ker brez vas ne bi bilo tako lepo. Hvala, da se oblikujete naša druženja s petjem, dobro voljo ali sladkimi dobrotami. Hvala gospodu Kokalju danes za to darovano mašo. Hvala za življenje, za primerno vreme, za zdravje, za službo, za topel dom, prijatelje, hobije. Za veliko stvari smo lahko hvaležni, a običajno smo samo za tiste dobre. Včasih pa smo lahko hvaležni tudi za kaj neprijetnega, saj je velikokrat to samo uvod v nekaj novega ali boljšega. A na koncu je vedno vse tako, kot mora biti. Jakobčki prihajamo od vsepovsod in se med sabo niti ne poznamo zelo dobro ali pa površno, a se lahko spoznamo. Zato so ta naša srečanja in romanja, kot je tudi današnja, idealna priložnost. Zato velika hvala vsem, ki ste prispevali tudi predloge za romanja in druge aktivnosti v naslednjem letu in še za naprej. Hvala vam, da ste pripravljeni del svojega časa in znanja dati na voljo nam vsem, da se srečamo, da nekam gremo, se spoznamo med sabo in da nas spoznajo tudi v krajih, kjer nas še ne poznajo in da ljudi peljete po poti svetega Jakoba in jo s tem delate še bolj prepoznavno. Torej program romanj za naslednje leto je zdaj že kar poznan. Že tradicionalno romamo na novega leta dan na Kurešček, tako da ste lepo povabljeni. Ob 12. uri se dobimo v Želimljah pri gasilskem domu z lastnimi prevozi. Če pa kdo želi in potrebuje prevoz nazaj v dolino, naj se obrne na Matjaža. Prav tako tradicionalno se bomo pridružili Otmarjevemu pohodu, to je 10. januarja in podrobnejše obvestilo še prejmete.
Ostalo bo objavljeno na naši spletni strani, takoj po novem letu in obvestila boste kot do sedaj dobivali po e-pošti. Prenesla bi vam rada še pozdrave Zdenka Jakopa, ki je napisal: prijetno, duhovno poglobljeno romanje želim vsem, ki ste se danes podali na pot k Mariji in v duhu sem z vami. In pa posredovala bi vam prošnjo naše soromarke Mimi, da se spomnimo o svojih molitvah, o prošnjah, da bi jo zdravela. Zdaj po blagoslovu vas vse skupaj tukaj še vabim, da naredimo eno skupno fotografijo tukaj spredi v tišini, tako, ker smo v cerkvi. In potem vas pa povabim v pizzerijo Moby Dick, to je na Črnivcu, tukaj 10 minut stran, kjer bomo podelili potrdila o prehojeni poti svetega Jakoba in sledi še eno malo presenečenje za vse današnje romanje in pa eno druženje, tako prijetno sproščenem vzdušju, da veselo zakorakamo v novo leto 2026. Ultreja je Suseja. Tako pa naj nad vsemi vami bdi Božji blagoslov. Gospod z vami. Bog, ki je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega Sina pregnal temo sveta in z njegovim rojstvom razsvetlil ta dan. Naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti. Amen. Ob njegovem rojstvu, v začetku našega zveličanja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni s svojim veseljem in vas naredi za glasnike Evangelija. V svojem Sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi, naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih vsi pridruženi občestvu svetih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru.